Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci lokalne slovenjebistriške kabelske televizije. Zakorakali smo v mesec februar, v katerem smo obeležili praznik slovenske kulture. Pustne maske pa so s svojimi bolj ali manj domiselnimi opravami poskušale pregnati zimo. To leto pa sovpadata Valentinovo, praznik zaljubljencev, in Pepelnica ter začetek postnega časa, ki bo trajal 40 dni vse do velike noči. Ta mesec zasedajo tudi osnovnošolci na otroškem parlamentu in sicer na temo šolstvo in šolski sistem. Sestal pa se bo tudi Slovenjebistriški občinski svet. Februar je tudi v znamenju stavk javnega sektorja in kot je zapisal Prešern, ali bo kal pognalo seme, sam ne ve. Zagotovo pa informativna oddaja tega tedna prinaša veliko zanimivih prispevkov, zato ste prijazno vabljeni k ogledu. V Slovenski Bistrici družabno ustvarjalne delavnice za albanske priseljenke. Ob slovenskem kulturnem prazniku v Slovenski Bistrici že tradicionalno podelili Romihova priznanja z področja ljubiteljske kulture. Na Čerešnjevcu odprli nove prostore vrtca. Kulturno društvo Slomšek ob slovenskem kulturnem prazniku pripravilo akademijo v spomin na vsestranskega kulturnika dr. Janka Čara. Na pustno soboto je Slovenjebistriške ulice preplavila množica pustnih mask. V rubriki Lokalne novice med ostalimi prispevki tudi o novih prostorih vrtca na Čerešnjevcu. V Slovenski Bistrici se nadaljujejo družabno ustvarjalne delavnice, s katerimi pomagajo priseljenkam, da na sproščen in zabaven način spoznavajo značilnosti novega okolja in se zbližujejo z domačinkami. V okviru mednarodnega projekta MFEM jih izvajajo društva Jasa, Srednja šola Slovenska Bistrica in Knjižnica Slovenska Bistrica. V četrtek, 1. februarja, so na Srednji šoli Slovenska Bistrica pripravili delavnico o zdravju in lepoti. Več v namenu delavnice je povedala Mateja Jamnik, predsednica društva Jasa. Društvo Jasa deluje že 20 let. Ideja je bila z močjo umetniške besede in slike, kajti umetnost se najgloblje človeka dotika in ga tudi notranje preobrazi, govoriti o aktualnih problemih v sodobni družbi. Vedno, ko dobimo idejo za neko temo, naj si bo ekologija, živalovarstvo, etika, povabimo najboljše ustvarjalce in z močjo besede, umetniške zgodbe, pesmi spregovorimo in naredimo knjigo, ki je že na pogled in po izvedbi dovolj kvalitetna in ima tudi dovolj temperature, da pomaga človeku razumeti bolj, kaj je smisel življenja. Drugi del našega poslanstva, knjige namreč ni dovolj le narediti. Treba je nekako jo tudi odpreti in pripraviti ljudje do tega, da berejo. Tako da drugi del naše dejavnosti je spodbujanje bralnih aktivnosti in izvajanje raznovrstnih izobraževalnih okroglih miz, delavnic, natečajev, ne. Ponavadi je vedno delček tega tudi knjiga in branje besedil. Kaj vse se že je dogajalo v Slovenski Bistrici in kaj vse še bo na programu? V Slovenski Bistrici pa zelo dobro sodelujemo. Tukaj je skupnost dovolj med seboj povezana in recimo vedno ima in občina razumevanje in knjižnica in šola. In ko človek želi kaj narediti, ponavadi najde sogovornike in se lahko hitro obrne. Se je pa zgodilo, da se je v zadnjem času v Slovensko Bistrico priselilo zelo veliko novih prebivalcev iz Kosova in to je bil tudi razlog, da smo mi začeli izvajati te delavnice v okviru projekta MFEM, ki pa ga financira Evropska komisija, Direktorat za migracije in notranje zadeve. Poskus je, da z močjo umetniške delavnice nekako poskušamo se medsebojno družiti, hkrati se pa učiti takih koristnih znanj in spoznavati kulturo drug drugega. Vedno povabimo
dobre profesionalne mentorje, ki predstavijo kakšno od takih svojih znanj. Do zdaj smo slikali na svilo, pri nas je bil tudi pisatelj, keramičarsko delavnico smo imeli, filmsko delavnico. V knjižnici smo predstavili 15 znamenitih žensk iz bivšega jugoslovanskega prostora. Danes, ravno v sodelovanju z Srednjo šolo za zdravje in kozmetiko, govorimo na temo lepota in zdravje in uporabni nasveti za vsak dan. Naslednja delavnica, to je tista, ki bo po prazniku, je na temo prijateljstvo. Vodila jo bo Judita Kamenšek, to je pomočnica ravnateljice iz vrtca Slovenska Bistrica. Delavnice so brezplačne, zaradi tega vabimo vljudno vse Bistričanke, ker gre za ženske delavnice, da se nam kadarkoli jim ustreza pridružijo, in sicer ob 12:40 na Srednji šoli Slovenska Bistrica v razredu številka 204. Za tole delavnico okrog prijateljstva bo delavnica na temo kvačkanje nakita. Na tej delavnici prinesite s seboj tanko kvačko in tanko nitko. Naslednja delavnica bo pa verjetno ustvarjanje videov in učenje, kako naj iz svojega telefona nekako zmontiramo video. Vsi vljudno vabljeni. Samo še tole vprašanje, kakšni so zaenkrat odzivi priseljenk, kako so zadovoljne z vašimi delavnicami? So zelo v redu rezultati, učimo se, spoznavamo se, vse skozi se tudi pogovarjamo, ne? Pri nas je tako, kako je pri vas, malo primerjamo eno kulturo z drugo kulturo in predvsem gre za to, da smo malo nekako izven svojih lastnih domov, no? Da se malo med sabo spoprijateljimo. Dijakinje drugega letnika Srednje zdravstvene šole in kozmetične šole Maribor s profesorico Vanjo Kancler so udeleženkam razkrile marsikatero skrivnost za ohranjanje zdravja in lepote, ki jo bodo lahko koristile v vsakdanjem življenju. Naša šola je namreč zelo odprta za raznorazne projekte, sodelovanja, izmenjave. Preko Erasmusa smo preko društva Jasa bili tudi na Nizozemskem in to je v bistvu neke vrste nadaljevanje tudi, ker smo se pač odločili, da bova z Matejo sodelovali. In tako smo tukaj. Zastavili smo v bistvu tako, da imamo na eni strani kozmetičarke, na drugi strani zdravstveno nego, da predstavimo oba programa. Pri organizaciji delavnic sodeluje tudi Mojca Vrečko, pomočnica ravnateljice Srednje šole Slovenska Bistrica. Ja, z delavnicami, ki smo jih do sedaj izvedli, to se pravi v prvem tem jesensko-zimskem delu, moram reči, da je bil odziv zainteresiranih mam in dijakinj zelo dober, da so rade prihajale in da sem prepričana, da so dosegle svoj namen, predvsem v smislu medsebojnega zbliževanja, da sploh upamo priti skupaj in skupaj nekaj ustvarjati. Seveda, zakaj je to tako pomembno? Gre namreč za jezikovne ovire, kajti mi ne znamo ne albanskega jezika, albanske mame in dijakinje, pa tudi ne še slovenskega zelo veliko. In zato se nam zdi pomembno, da nekaj skupaj delamo, ob tem pozabimo na pravila jezikovna in da seveda tudi neka osnovna komunikacija steče. Torej menite, da je prav, da s tovrstnimi projekti in delavnicami nadaljujemo tudi v prihodnje? Ja, jaz mislim, da so zelo dobrodošle te delavnice, ker namreč pomenijo odmik od nekega klasičnega učenja jezika. Seveda bi si pa želeli, da bi se te delavnice razširile še na druge dijake in pa tudi, bi rekla, nekako na druge občanke, ki smo jih že večkrat nekako povabili, pa do zdaj seveda še nobeden ni uspel ali pa si upal prestopiti prag srednje šole, čeprav so te delavnice odprte za vse. In jih tudi v tej primeru vabimo, če je kdo zainteresiran, da se nam pridruži ob četrtkih, ob polenih. Delavnic se poleg domačink udeležuje okrog 20 priseljenk albanske narodnosti, med njimi tudi dijakinja Srednje šole Slovenska Bistrica Djelza Fanaj.
Ja, mislim, da so dosegli svoj namen, ker mame udeležujejo te delavnice, pa imajo stike s Slovenkami, pa naučijo neke slovenske besede, ker je drugače kot na tečaju, ker tu imajo stike z njimi, pa morajo govoriti slovensko, pa meniti Slovenkami, pa je samo za ženske, pa počutijo fajn tu. Torej pravijo, da bi s tovrstnimi zadevami še nadaljevali? Ja, bi nadaljevali, ker so zelo poučne, pa naše mame imajo korist od tega. Ob slovenskem kulturnem prazniku so v ponedeljek 5. februarja podelili Romihova priznanja za dosežke na področju ljubiteljske kulture v občinah Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica za leto 2017. Na slavnosti akademiji v Viteški dvorani Bistriškega gradu je plaketo Štefana Romiha z listino za življenjsko delo prejel Marjan Drejo, dolgoletni vodja tamburašev Kavkler, sekcije kulturno-umetniškega društva Janka Živka Poljčane. Priznanje Štefana Romiha za leto 2017 pa so prejeli moški pevski zbor Tinje, kulturno-umetniško društvo Otona Župančiča, Vida Mlinar, kulturno-umetniško društvo Janka Živka Poljčane, Barbara Rober, folklorno društvo Košuta Poljčane in Milena Trojner, delavsko-prosvetno društvo Svoboda Pragersko. Priznanja sta podelila Jože Štumf, predsednik odbora za priznanja Štefana Romiha, in Blaž Gregorič, predsednik Zveze kulturnih društev občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole. Slavnostni govornik pa je bil Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica. Prireditev so popestrili z nastopom Okteta Planika in dramske skupine kulturno-umetniškega društva Šmartno na Pohorju. Na Čerešnjevcu so v sredo 7. februarja tudi uradno odprli obnovljeni vrtec. V zgradbi so uredili tudi nove prostore krajevne skupnosti Čerešnjevec. Ideja o vrtcu na Čerešnjevcu se je porodila bivšemu predsedniku sveta krajevne skupnosti Čerešnjevec Simonu Unuku, ki je na ta način tlakoval pot do pomembne pridobitve. Slovesno odprtje na Čerešnjevcu so s svojim nastopom popestrili otroci vrtca, trak pa so slovesno prerezali Peter Žišt, predsednik krajevne skupnosti Čerešnjevec, župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar in ravnateljica vrtca Lidija Milošič. Ko danes pogledam na obisk in na zadovoljne obraze, je dejansko se splačalo, da smo pa dobili skupne prostore za celoten vrtec na Čerešnjevcu, je pa to nekaj najlepšega, kar se nam je v zadnjih nekaj letih tudi zgodilo. Že uvodoma ste dejali, da je še nekaj umanjkalo. Kaj je to? Manjkalo je oprema oziroma nekako izpolnitev vrtčevskega igrišča z oprema, to pomeni igrala, rože pa že imamo posajene, kot je gospod župan rekel. Gospod župan je omenil tudi to, da je investicija približno 500 000 evrov. Povejte nam, kaj ste pravzaprav s to investicijo, s to naložbo tu na Čerešnjevcu pridobili? Mi smo pridobili dejansko prostore, naredil se je celoten vrtec, oprema ni bila v celoti na novo kupljena, ker smo del opreme premaknili že iz starih igralnic v nove igralnice. Bilo je urejeno okolje in pa seveda dodatno bo pa zdaj to vrtčevsko igrišče urejeno z čisto novim finančno injekcijo ali kakorkoli lahko temu rečem. No. Povejte nam še tole, koliko oddelkov in koliko otrok bo v teh prenovljenih prostorih in kako bo delo organizirano? Tako, to je 3-oddelčni vrtec. 3 oddelki so tukaj, vanje zdaj v tem trenutku vključenih 49 otrok, največja številka je tam 52, odvisno od tega, kako oblikujemo skupine. Delo je organizirano bistveno lažje kot takrat, ko smo bili na 2 lokacijah. Vrtec odpiramo med 5:30 in 6 zjutraj in zapiramo ob 4 popoldan. Vmes imamo pa seveda prisotnih 6 strokovnih delavcev in pa drugi kader, spremljevalnik, ki skrbi za to, da tu vse tako poteka, kot mora potekati. Župan Ivan Žagar je ob tej priložnosti poudaril, da bodo kmalu uresničili vse naložbe na področju predšolske vzgoje v občini. Ja, drži, predšolska vzgoja je ena od osnovnih nalog občine.
Na občini se je seveda predvsem ob financiranju vrtca tudi breme izvajanja investicij. Mi tudi na področju teh investicij na področju predšolske vzgoje v bistvu v letošnjem letu tako rekoč skoraj zaključujemo ta investicijski cikl za potrebe tukaj v občini Slovenska Bistrica. Ta investicija tukaj v Črešnjecu je ena zadnjih, bila je sicer končana že koncem lanskega leta, okvirna vrednost te investicije je vsem skupaj približno pol milijona evrov v celoti na bremenu proračuna. Se pa v letošnjem letu, pa verjetno z zaključkom v naslednjem letu še v bistvu načrtujejo tiste, ki so še potrebne, tako da je za samo mesto Slovenska Bistrica je v tem trenutku že razpis za vrtec v Ozki ulici, torej že poteka, tako da bi lahko bila ta investicija zaključena, če ne bo seveda zapletov pri razpisu v letošnjem letu, potem bo v letošnjem letu sigurno po sprejetju proračuna še en razpis tudi za vrtec Laporje in pa še en manjko imamo, to pa je na Keblju, kjer bi se v letošnjem letu zagotovila sredstva za pripravo dokumentacije v smislu izgradnje prizidka k šoli, torej tudi za kebeljske otroke iz predšolske vzgoje. S tem bi v bistvu pokrili v celoti potrebe, torej prostorske potrebe, kar zadeva predšolske vzgoje, zaključili torej tudi ta investicijski cikl. Zdaj seveda, glede na to, da se pač in mesto in občina tudi razvija, da število prebivalcev raste, se zna zgoditi, da bodo se kakšne potrebe seveda pokazale še tudi v prihodnje, tako da določene aktivnosti bodo na tem področju potrebne tudi v prihodnje. Ob tem, da je treba sve reči, da ima občina Slovenska Bistrica ena največjih vpisov, torej večina populacije praktično, ali pa skoraj vsa, tako rekoč že, je torej tudi vključena v predšolsko vzgojo in smo eni, mislim, da vodilnih ali med prvimi tudi v Sloveniji. Omenili ste že, da sta z programom dela in pa s proračunom za letošnje leto predvideni dve večji naložbi na tem področju, in sicer dokončanje druga faza vrtca v Laporju in pa razširitev zmogljivosti na lokaciji v Slovenski Bistrici, to je Ozka ulica. Dejali ste tudi to, da dejansko se vsa sredstva zagotavljajo izključno na tej lokalni ravni, menda nekaj malega, če bo iz ekološkega sklada. Ja, drži, kar zadeva torej to širitev v Ozki ulici, ne gre tam za 3 enote, to je ponovno na celotno na bremenu občinskega proračuna. Zdaj za potrebe Laporja, nekaj gre v bistvu za novogradnjo, selitev prostor vrtca iz šole, potem v novogradnjo, ko bo končana, pa si obetamo tudi en del sredstev iz ekološkega sklada, vendar je treba najprej investicijo speljati, najaviš jo že in potem pač odvisno od sredstev, če te stvari pač pridobiš, to bi nekoliko seveda to finančno breme olajšalo. Zdaj, kar je treba moče poudariti, je to, da je pač v občini vedno bil en tak ambiciozen načrt investicij, temu tudi še vedno sledimo, ne glede na vse težave, ki jih imamo z financiranjem, ker je treba pač zelo jasno povedati, da tudi za letošnjem letu nam realno je vrednost proračuna še dodatno padla, čeprav beležimo gospodarsko rast v Sloveniji, se vsi s tem radi pohvalijo, ampak nočejo pa en delček te gospodarske rasti odstopi tudi občinam, oziroma se ne gre za občine, gre za ljudi, ki po občinah živijo, in jaz ne vem, verjetno se tudi ljudje mogoče malo premalo zavedajo, da vse težave, ki so, izdrževanja infrastrukture in vsega ostalega, so dejansko povezane tudi z tem, ampak vseeno, ker pač jaz mislim, da se mi pri nas v naši občini izjemno racionalno obnašamo, tudi na področju recimo uprave uspemo zagotoviti torej še ta sredstva za izpeljavo teh investicij, kar pa je dobro, je pa to, da smo mi v preteklih letih tudi z velikim angažmajem krajevne skupnosti oziroma ljudi, ki po krajevnih skupnostih živijo, uspeli praktično v celoti obnoviti šolski prostor in povezali s šolskim prostorom tudi en del prostorov za predšolsko vzgojo. Če ne bi takrat tega projekta izpeljali, potem bi bili, kar se investicij tiče, v bistveno večjih težavah, kot v tem trenutku smo. Tako da na nek način z nekimi časovnimi zamiki stvari vseeno potekajo tekoče in, kot sem že rekel, pričakujem, da je možno v letošnjem oziroma v naslednjem letu v bistvu te
osnovne potrebe zadovoljiti. Nekaj malega ste že omenili, pa vseeno še to vprašanje, kako ocenjujete stanje na tem področju, glede na demografske kazalnike, na statistiko, ki govori, da se je v zadnjih 3-4 letih število gospodinjstev v občini povečalo za približno 400 in to gre predvsem za mlajše družine. To bo najbrž v prihodnje tudi ustvarjalo določen pritisk na povečanje teh zmogljivosti. Ja, to sigurno, ne, zdaj, ker gre in če gre za mlade družine, v bistvu je to povezano tudi s tem z kvaliteto življenja, ki je v našem okolju, ne, kar pomeni, da so seveda torej bivalni pogoji na različnih področjih športa, kulture in vsega ostalega na primerljivi ravni z drugimi okolji, pa še na boljšimi, ker to je seveda povezano potem z preseljevanjem. Strinjam se pa z vami seveda, da pomeni to seveda dodaten pritisk torej točno na te ustanove oziroma zagotavljanje prostorskih pogojev na tem delu. Zdaj najbolj se to kaže v tem trenutku v bistvu v samem mestu Slovenska Bistrica, ne. Tam, kot sem že omenil, kar se tiče predšolskega vzgoje, je pač pred nami ta investicija v Ozki ulici. Res pa je, da tudi kar zadeva osnovno šolo, ugotavljamo, da je število takšno, da bo prihodnje v samem mestu Slovenska Bistrica 6 paralelk in tudi v tem proračunu smo že zagotovili en del sredstev za zagotovitev širitve druge osnovne šole, ne, v prihodnje. To pomeni, da je načrt, da se druga osnovna šola v bistvu poveča še za eno paralelko, s tem so seveda povezane investicija v same učilnice, pa tudi v torej spremljajoče objekte, kot je recimo kuhinja in vsi ostali prostori. Tako da ta del tudi načrtujemo. Zdaj seveda na eni strani smo lahko od tega veseli, nekaj govorimo o tem, da pač imamo razvoj, da imamo mlade, to pomeni to, da je kvaliteta življenja pri nas pač na visoki ravni. Na to moramo biti ponosni, ne? Na drugi strani je pa seveda res, da nam pa to pač povzroča v tem delu dodatne težave in to niso, kar se tiče svojega financiranja, naravno sladke težave, posebej še na težave, ki so na sistemu financiranja občin, kot sem že večkrat omenil. Kulturno društvo Slomšek je v petek 9. februarja pripravilo slavnostno akademijo ob kulturnem prazniku, ki so jo posvetili lani preminulemu dr. Janku Čaru, častnemu občanu občine Slovenska Bistrica in vsestranskemu kulturnemu ustvarjalcu, ki je pustil močan kulturni pečat tako na bistriškem kot v širšem slovenskem prostoru. Polna dvorana in navdušeno občinstvo sta dokaz, da kultura ostaja eden izmed stebrov naše družbe. Na akademiji so sodelovale sekcije kulturnega društva Slomšek, pevski zbor Natanel in literarna sekcija ter Gorazd Strlič, prvi violončelist orkestra opere in baleta Maribor. Za režijo je poskrbel Nikolaj Vodošek, ki zelo uspešno nadaljuje režisersko pot dr. Janka Čara. Slovenska Bistrica je bila v soboto 10. februarja v znamenju pustnih mask. Otroško pustno povorko po mestnih ulicah so tudi letos pripravili Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica, druga osnovna šola Slovenska Bistrica in osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Pridružile so se jim skupine najmlajših mask, otroci iz vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica, Miška Frida in otroci iz Fridine Mišnice ter nekaj drugih posameznih mask. Organizatorji so se tudi letos odločili, da mask ne bodo ocenjevali in zbirali najboljših, saj ne želijo spodbujati tekmovalnosti, temveč skupno ustvarjanje, sodelovanje in druženje ob izdelavi skupinskih mask. Tako so znova simbolično nagrado dobili vsi učenci in drugi udeleženci v pustni povorki. Na povorki so nastopili tudi člani kulturno-umetniškega društva Gasilske godbe Napihala Spodnja Podskava, Frajhamske godbe Napihala, kulturno-umetniškega društva Šmartno na Pohorju in godbe Napihala kulturno-umetniškega društva Janka Živka Poljčane.
V športni dvorani v Slovenski Bistrici je bil na pustno soboto 6. turnir v dvoranskem nogometu in to v organizaciji Društva za promocijo zdravja Impol. Sodelovalo je 6 ekip, ki so med seboj odigrale 15 zanimivih tekem. Na turnirju so sodelovale ekipe PCP, Livarna, R&R, Profili, Polje in Cevarna. V omenjenih ekipah je na turnirju skupaj igralo več kot 60 članov Društva za promocijo zdravja Impol. S tem pa so udeleženci letošnjega turnirja ponovno potrdili, da je druženje izven delovnega časa velikega pomena za vse, ki ustvarjajo v skupini Impol. V 15 tekmah je bilo doseženih 30 golov, posamezna tekma pa se je igrala 10 minut. Povsem zasluženo so pokal za prvo mesto ponesli igralci, ki so igrali za PCP. Ti so že drugič osvojili prehodni pokal za dvoranskega prvaka DPZ Impol. Drugo mesto je pripadlo ekipi Livarne, tretji pa so bili igralci, ki so zastopali barve R&R. Na nehvaležnem 4. mestu je pristala poletna ekipa Profilov. S 5. mestom so se s turnirja odšli zaposleni, ki so igrali za Polje. Na 6. mestu je bila na koncu ekipa Cevarne. Najboljši igralec turnirja je bil igralec iz zmagovalne ekipe Aljaž Polegek. Lovoriko za najboljšega vratarja je ponesel Marko Malek. Najboljše 3 ekipe so prejele pokale, za vse udeležence pa je bilo poskrbljeno, da so izgubljene kalorije nadomestili s sendvičem in brezalkoholno pijačo. Vsi udeleženci so bili zadovoljni, zato so organizatorji z mislimi še pri naslednjem turnirju, ki bo prihodnje leto. Poslovna nogometna liga Štajerska. Nogometna izbrana ekipa DPZ Impol že 3. sezono zapored uspešno nastopa v poslovni nogometni ligi Štajerske. V eni sezoni odigrajo 7 turnirjev, vključno s finalnim turnirjem, ki se odigra v športnem centru Brdo pri Kranju. Z rezultati se uvrščajo v zgornji del prvenstvene lestvice, kar jim daje vedeti, da so žogobrcarji DPZ Impol na dobri poti. Prvič so odigrali tudi pokalni turnir, ki je bil v času pustovanja v Kidričevem, kjer so v pretekmovalni skupini osvojili prvo mesto. Nato pa v četrtfinalnem obračunu nesrečno izgubili s Cinkarno iz Celja. Na koncu so med 12 ekipami osvojili 6. mesto. Na omenjenem turnirju je bil z ekipo DPZ Impol tudi glavni izvršni direktor skupine Impol Andrej Kolmanič. 24. državno prvenstvo skeja Slovenije v veleslalomu in smučarskih tekih se je letos odvijalo na Kopah. Prvenstva v obeh športnih panogah se je udeležilo več kot 700 tekmovalcev in tekmovalk v različnih starostnih kategorijah. Na prvenstvu je sodelovalo 13 regijskih organizacij, med njimi pa je vidno vlogo igrala tudi Štajerska regija. Ekipi Štajerske so pomembno vlogo imeli tudi smučarji iz Impola. Z naslovom državnega prvaka se je ukitil Branko Vrbek in to v kategoriji C, to je od 39 do 45 let. Naslov podprvaka se je v starostni kategoriji od 31 do 38 let prismučal Tadej Pirš. V najstarejši skupini E pa je srebrno kolajno osvojil Franc Globovnik. V kategoriji seniorjev si je drugo mesto in naslov podprvaka pripeljal Mirko Kamenik. Spoštovani, informativna oddaja se je iztekla, zima pa še vedno vztraja, zato uživate v njenih radostih. Pa srečno, kjerkoli že boste.